Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli, poslušate novo podcast epizodo Večera uživa. Z novo zgodbo, navdihujočo vsebino in odličnim sogovornikom se bomo družili v naslednjih minutah. Vam je blizu misel, ki pravi, uživajte, saj se samo enkrat živi? Ali verjamete, da se rodimo in živimo večkrat? Verjamete v reinkarnacijo? Kdaj in zakaj je prav, da se s pomočjo regresije zaziramo v pretekla življenja? Izvedeli boste v naslednjih minutah. Ostanite v naši družbi. Z nami je učitelj meditacije in umetnosti življenja in tudi regresoterapevt Vili Ravnjak. Dobrodošli. Dobrodošli. Kako ste? Hvala, v redu. Gospod Vili, ste avtor knjige Lotosov cvet nad vodno gladino. Ta govori o regresiji in karmi. In to bo tudi tema najinega današnjega pogovora. Vaša druga knjiga pa nosi naslov Zen cvetočih češenj, govori pa o meditaciji in sočutju, temah, o katerih bomo govorili na dogodku Večer uživa 20. maja v Mariboru, je tako? Tako je. Torej, gospod Vili, mi živimo več življenj? Pa mislim, da. Ne vem, nekateri verjetno to intuitivno čutijo, nekaterim se zdi to mogoče čudaška ideja. To je pač tako. Kdaj je vas začelo zanimati ta večživljenjskost, oziroma kako ste vi to intuitivno sami začutili, da obstaja? Zdaj tako, mene je to, kaj se dogaja z človekom po smrti, to se pravi, na drugi strani zanimalo že od malih nog. Tudi sem živel v okolju, ker so se ljudje dosti pogovarjali o tem. In kasneje, bil sem star 27-28 let, ko sem se začel ukvarjati z duhovnostjo, z raziskovanjem teh področij, je to postala ena mojih glavnih tem. In leta 1991 sem se srečal z regresoterapijo, se pravi z raziskovanjem prejšnjih življenj, in od takrat dalje praktično to počnem. Dosti let sem bil regresoterapeut, se pravi, da sem ljudem pomagal odkriti prejšnja življenja, o tem sem pisal, predaval, nekaj malega vem o tem. Ja. Pa ste sami tudi že večkrat raziskovali oziroma se vračali, tako ja? Seveda. To je zelo pomembno področje mojega duhovnega raziskovanja oziroma samoraziskovanja. Poznam kar dosti svojih življenj, prejšnjih, in na osnovi tega vem, zakaj imam takšno karmo, kakršno imam, zakaj počnem stvari, ki jih počnem v življenju, zakaj srečujem nekatere ljudi, kaj imamo skupnega oziroma kaj moramo oddelati oziroma podelati, kot temu rečemo. Ja. Življenje je bolj zanimivo oziroma brez dvoma ima čisto neko drugo dimenzijo, če poznate neka ozadja, ki jih običajen človek ne pozna. Nekaj zato je, bi rekli, ne? Na vprašanje, zakaj se mi to dogaja. Kaj bi potem rekla, zakaj oziroma v kakem primeru je dobro, da gremo, ne vem, na to regresoterapijo oziroma da pokukamo v svoje prejšnje življenje, ali recimo pri kakih konkretnih primerih, kakih iracionalnih strahovih? Tudi. Ali pa kakih vzorcih, ki se nam ponavljajo, ne vem, nekaj se ti ponavlja, pa misliš, da Torej, jaz mislim, da sodi v okvir spominov iz prejšnjih življenj, recimo vse tisto v naših življenjih, kar se nam dostikrat ponovi in rečemo temu usoda. Se pravi, neki vzorci vedenja oziroma ko prikličemo neke ljudi v svoje življenje in se z njimi potem zgodijo neke zgodbe, ki se kar naprej ponavljajo. To je zagotovo en vzorec oziroma en razlog, zakaj bi lahko raziskovali nazaj. Zakaj se ljudje zanimajo oziroma raziskujejo prejšnja življenja, so razlogi zelo različni. Eni imajo konkretne probleme, ene žene radovednost. No, to tudi, ne? Ja. Marsikaj lahko odkrijemo. Dejansko je tako, da se teoretično lahko vsakdo spomni nekih zadev, nekega spomina oziroma prebudi nek spomin,
ki mu rečemo reinkarnacijski, praktično pa ne vsi. Po mojih izkušnjah dolgoletnih približno 15% regresiranih oseb ne more priti v stik z temi spomini. Tako da, ja. Ker morajo biti ustvarjeni določeni pogoji in človek mora biti dovolj odprt. Največji problem je pri teh trdih racionalistih, ljudeh, ki hočejo vse razumsko razložiti, ki hočejo imeti kontrolo nad vsem in tako dalje. Morate se sprostiti. V bistvu, oni so tudi z razlogom racionalisti, ne? Verjetno tudi zagotovo. Tudi iz prejšnjih življenj, verjetno neka Po mojih izkušnjah pa tako, ne samo mojih osebnih, tudi izkušnjah, ki sem jih imel kot terapevt z drugimi, praktično danes ponavljamo v največji meri stvari, oziroma usodo, ki smo jo že imeli, oziroma usodo, ki je bila prisotna z nami v nekaj življenjih nazaj. Ampak, se pravi, da se nam to ponavlja, ne? Ja. Ampak, a ni namen, da mi nekako presekamo te oziroma vzorce, ki se ponavljajo? Seveda, ja, vem, kaj hočete reči. Ja. Tukaj sta dve možnosti. Ja. Karma se konča, ko se Karma ali usoda, ne? Ali usoda med dvema človekoma, recimo, Ja. da bomo zadevo bolj konkretizirali, se konča, ko se ta energija med njima izteče. Bodisi, da je to zdaj dobra energija ali da je slaba. Vi ste skupaj, dokler se te energijske povezave ne izravnajo. To se pravi, če imate z nekom negativno karmo, boste pač doživljali negativne stvari in v določenem momentu, ko se bojo te energije negativne iztekle, se bo odnos končal. Bodisi, da se bosta ti dve osebi razšli, ali pa se bo dvignil na višjo raven. Ne? Z regresijo oziroma z drugimi duhovnimi metodami dela na sebi, seveda lahko ta proces pospešimo. Ker to, kar mi uvidimo, intuitivno, pa potem seveda tudi čustveno prepoznamo, pomeni, da energijsko transformiramo. Zato je regresija metoda, s pomočjo katere lahko karmo ali svojo usodo spreminjamo. Se pravi, iz teh izrazito negativnih oblik usode si napravimo lažje življenje ali boljše življenje. Gospod Ranja, kaj pa mi spreminjamo? Spreminjamo vzorce, ne? Ampak kako jih spreminjamo? Ali to na podzavestni Ja, regresija deluje na podzavest. To je v bistvu, jaz temu rečem tako, kraljevska pot v podzavest, kraljevska tehnika za preobljevanje podzavesti. Ker ta spomin, reinkarnacijski spomin, je prisoten v najglobljih plasteh človekovega nezavednega. Ne? In to je v vsakem človeku prisotno in pač pri nekaterih pride tudi spontano ven, neobčasno. Ne? In da mi usodo lahko spremenimo, se pravi, da lahko se tudi človekova osebnost spremeni, pa da se bo njegovo vedenje spremenilo, predvsem pa da začnemo svoje življenje priklicovati druge situacije, bolj pozitivne, moramo priti v stik z to podzavestno energijo. In na tej ravni, ko mi vidimo, kaj smo nekoč počeli, pomeni, da na podzavestni ravni preoblikujemo to, ker danes nam tega ni več treba. Tako da je to res globinsko čiščenje podzavesti. To je preprosto povedano. Globinsko čiščenje, kako slikovito. Ja, to je regresoterapija. Kaj se reinkarnira, kateri del nas? A to, v bistvu, to ta podzavestni, ne? To smo zdaj že govorili. Oziroma, to imamo shranjeno v podzavesti, ampak po zakonu neuničljivosti energije oziroma sledljivosti energije, ne, se ob smrti pač vse informacije, ki so posledica človekovih doživetij v življenju in njegovih zaznav, vrednoten, vse te informacije se v trenutku smrti komprimirajo, se pravi združijo v eni točki in se prek kolektivnega astrala prenesejo v zametek naslednje inkarnacije. Torej, to, kar se reinkarnira, so v bistvu naše izkušnje, spomin na to. Ne? In ta spomin je zametek za nastanek nove inkarnacije. In to se vse dogaja v stanju med smrtjo in ponovnim rojstvom.
pred spočetjem. Dejansko na spočetje, to se pravi na svoje starše in na okolje, kjer se bomo rodili, vpliva naše prejšnje življenje, ne, ki ga dirigira pač zakon karme. Zakon karme, Torej, to je to. To ste rekli, da pač, da prej ste omenili, da odnosi med osebami, v vsakem konkretnem življenju. V bistvu mi se vedno znova reinkarniramo, vse sem prav, reinkarniramo z določenimi dušami. In res to tudi nekje sem brala, oziroma ko tako malo raziskuješ, da se prej nekako dogovorijo te relacije, kaj bo kar se bo predelalo. Jaz temu rečem jate duš. Mi potujemo v jatah duš. In vsi naši prijatelji in naši sovražniki hodijo z nami. In to stoletja in tisočletja. To so pa res dolge zgodbe. Res? Ko vsakdo se rodi z prijatelji in sovražniki, s katerimi se že zelo dostikrat. To je to. Ja, ampak še prej bi rekel nekaj drugega, kar sem prej, ko sem govoril, kaj se reinkarnira, pozabil reči. Ljudje imajo tu zelo naivne predstave. Ne reinkarnira se osebnost kot taka in ne reinkarnira se telo. V tem klasičnem smislu, ker ljudje mislijo, v naslednjem življenju bom imel podobno telo kot danes, ali pa bom imel take in take značajske. Ne, to se vedno razstavi na prav faktorje, večina osebnosti izgine, kakor seveda izgine tudi telo, ohranijo pa se informacije. Ohranijo pa se informacije kot spomin na izkušnje in na spoznanja. In ta spoznanja, do katerih človek pride na osnovi življenjskih izkušenj, so modrost duše. In v zvezi s tem potem govorimo, zakaj so nekateri ljudje bolj modri, oziroma nekateri so tako imenovane stare duše, drugi pa so šele na začetku razvoja. Večkrat, ko se vi inkarnirate, več izkušenj, kot imate, bolj raste vaša duhovna modrost. Torej, stare duše, to pomeni, da so bile že zelo dostikrat inkarnirane in so v teh življenjih ogromno doživele, tako dobrega kot slabega. In to jim daje modrost. In eni ljudje so modri že v zelo mladih letih, kot otroci, eni pa niso nikoli. In praviloma so ti ljudje, ki pač nimajo tega, kako bi rekel, razvitega duhovnega razumevanja, pač bolj na začetku duhovne evolucije. Vi to hitro opazite pri ljudeh, verjetno zaznate, ne? Ja, dosti hitro, ja. To se vidi oddaleč. Vidim in začutim. Kaj sem še hotela vprašati? Ker mi vse mi roji v glavi, pa se mi kar prerivajo vprašanja, kjer bo prvo, drugo. Kako dolgo se mi reinkarniramo? Dokler ne razčistimo nekih vzorcev, bolj se pa razsvetlimo. Kako tudi razsvetljenje je ena taka mitološka, kako ne rečem, neko stanje, ali okoli njega se zelo veliko govori, pa nič konkretno ne ve, pa take razne teorije, ali kak? Veste, pojem razsvetljenja je zelo večplasten. To se že znotraj, recimo, posamezne duhovne smeri ljudje ne strinjajo, povsem strinjajo, kaj to je. En del budistov, recimo, trdi, da je razsvetljenje enkraten dogodek, ki do konca razčisti s karmo in tudi z reinkarniranjem. En del budistov recimo trdi, da se razsvetljujemo postopoma, da tudi ko že dosežemo določeno stopnjo razsvetljenja, se moramo še vedno roditi in tako dalje. Jaz mislim, da je razsvetljenje oziroma rast razsvetljenja, kar pomeni popolna osvoboditev duše in ko je dosegla to stopnjo, se ji ni treba več inkarnirati, da je ta rast postopna. Namreč, kaj pomeni trenutek, ko se nam ni treba več inkarnirati? To pomeni, da so vse energijske vezi, ki smo jih spletli z drugimi ljudmi na tem planetu ali v tem vesolju, končane. Zdaj pa vi ne morete samo pri sebi končati zgodbe, tudi drugi jo morajo z vami. Torej, dokler tudi drugi ne bodo poravnali vse z vami, vas bodo vlekli dol in se boste morali inkarnirati. Več variacije, to so variacije, točno tako. In ljudje si dosti naivno predstavljajo in tudi sebično gledajo
na ta duhovni razvoj, se ni važno, kako je z drugimi, važno, da jaz napredujem, važno, da se jaz osvobodim. Ni res. Tudi drugi, s katerimi ste povezani, so pomembni in ko se bodo oni razsvetlili, se bomo vsi razsvetlili. To je moje, kako bi rekel, osebno prepričanje. Tudi je to prepričanje v Mahajana budizmu kot glavno, ampak jaz sem kot regresoterapeut v dolgih letih prakse ugotovil, koliko so pomembni ljudje in razčiščenost odnosov, ki jih imajo do nas. Se pravi, če mi na eni strani razčistimo odnos z to osebo, mora tudi druga oseba razčistiti odnos. Ni zadosti samo, da je nam fajn, mora biti tudi drugemu. Razumete? Potem se energije izravnajo. Je to veliko bolj kompleksno. In zato je sočutje tako zelo pomembno. To je bistvo. In jaz kar naprej ponavljam, duhovni razvoj je povezan z razvojem sočutja in solidarnosti, strpnosti do vseh živih bitij in razumevanja in skrbi za druge. Skrbi za druge. Ker to, ko se jaz ukvarjam in pomagam drugim, to dejansko delam za sebe. Duhovni razvoj je vedno tako soodvisen pojav. Soodvisnost je tukaj ključna. Mi smo, kot človeška bitja, smo absolutno povezani med sabo in vsi smo eno in ne moremo solirati. Ne morete se samo vi osvoboditi, ostali pa ne ostade od zadaj. Zato v Mahajana budizmu in v Dalaj Lama je recimo konkreten primer tega, vedno rečejo in molijo tudi za to, svoje razsvetljenje, svoj duhovni razvoj poudarjam v dobro vseh čutečih bitij. Ker se zavedajo, da smo vsi eno in smo povezani in zato moramo vsi napredovati. In zato se te najbolj razsvetljene duše po teh mahajanskih teorijah vračajo na zemljo kot učitelji. In Dalaj Lama je recimo eden od primerov takega velikega bodhisattve, ki je tukaj, da ljudi razsvetljuje in ljudem pomaga. Oziroma, ljudje na tej ravni bodhisattve, se pravi, te visoke razsvetljenosti že, ampak to še ni dokončna razsvetljenost, ampak bi se lahko odločili, da se umaknejo iz sveta in se posvetijo samo sebi in naredijo ta preskok, ko se jim ne bi bilo treba več inkarnirati. Ampak sočutje do vseh živih bitij jih veže na to, da tega ne storijo in ostajajo z ljudmi, dokler se ne bodo vsi razsvetlili. Krasno, to je tako celostno in To je tudi moja lastna spoznava je to, mislim, na začetku, ko sem se začel ukvarjati z temi duhovnimi zadevami, nisem imel takšnega pogleda. To se je zgodilo recimo v zadnjih 2 desetletjih, naprimer. Zelo velik vpliv nam je imel Dalaj Lama. Se ga kdaj osebno srečali? Tudi, ja. In on je moj prvi duhovni učitelj. Vse jih imam dosti, ampak on je na prvem mestu. No, to sočutje, k njemu se bova še vrnila, ker zelo povezana sta sočutje in meditacija. O tem bomo govorili, da še enkrat spomnimo in poudarimo. 20. maja na večeru v živo v Mariboru. K temu se bova še vrnila. Zdaj pa sem, da še malo to regresijo oziroma usodo oziroma karmo, da še malo stvari predelava. Drugače pa ti postopki regresije so primerni za vsakogar, bi rekli? Ali ne, niso za vsakogar. Vsekakor niso primerni za ljudi z resnimi duševnimi boleznimi. Sicer bi bilo mogoče regresoterapijo v določenem segmentu uporabljati kot terapevtsko metodo, psihoterapevtsko metodo tudi za duševne bolezni, ampak to se sme delati samo izjemoma. Drugače pa nekih drugih omejitev ni. Za ljudi, ki imajo recimo neke osebnostne motnje ali pa jim rečemo mejne osebnosti, za njih je regresija tudi primerna. Ampak morate biti pozorni kot terapevti, dokot lahko gremo, ker je to zelo globok poseg v psiho. To je v bistvu kot operacija. To je kirurgija. Kirurgija duše, ali kako bi rekel? To je psihokirurgija. To je psihokirurgija in ljudje, ki to vodijo, morajo biti zelo osebnostno stabilni in tudi delno jasnovidni, ker je treba tega, ki ga spremljate, ki ga usmerjate na nek način telepatsko spremljati, videti, kaj se dogaja z njim. V bistvu je zelo pomembno,
kakšnega regresoterapeuta zbiramo, ne? Mislim, Ja, na nek način je res zelo pomembno, zato ker mu morate v popolnosti zaupati. Če vi človeku ne morete 100% zaupati, potem ne hodite k njemu. To je pač zdaj intuitivno. No, to sem hodila reči, verjetno Intuitivno, temu. če vi intuitivno nekoga začutite, da je vaš regresoterapeut, to sploh velja za duhovno učenje, potem pojdite, če pa ne pojdite. Mislim, to so zelo, zelo globoke stvari, ker v času vodenja se vi dejansko predate terapeutu in on vas pač vodi, ne, intuitivno. In prek intuicije sta povezani. Moram reči, da obstajajo ta dva osnovna načina regresoterapije. En je hipnotična regresija, druga pa nehipnotična. Torej, jaz sem ves čas delal nehipnotično, to pomeni, da je bila zavest regresirancev v bistvu budna. Aha, budnem pa Ja, hkrati pa so bili v stanju blagega transa, kot temu rečemo, ker pod tem pogojem se določene plasti podzavesti odprejo, drugače ne. Ne morete biti povsem, kako se reče, v stanju vsakdanje zavesti, morate biti v tem globljem. Ja. Kako včasih, tudi približno včasih, vem, da sem, ne vem, neki dokumentarni oddaji, kjer sem spremljala, da so otroci imeli prebliske nekih spominov na neka pretekla življenja. Mislim, čist budnem Vem, kaj hočete reči. To je zelo pogost pojav, ampak predvsem v Aziji, naprimer v Indiji, ne, ker je vera v reinkarnacijo splošno razširjena, v bistvu temelj religije. Ne. In tam, ko otroci pripovedujem staršem določene stvari, ne, ki se vežejo na prejšnjo življenje, starši temu pritrdijo in otroci to povedo. Namreč do 8., 9. leta starosti se mi lahko spomnimo še prejšnjih življenj. Kasneje pa ne, ko pridemo v fazo pubertete oziroma ta spomin zbledi. Res pa je, da se lahko nekateri ljudje spontano spomnijo tekom življenja spomine. To je zelo blizu temu, kar rečemo déjà vu. Ampak čeprav déjà vu ni isto kot prejšnja življenja, ampak spontano, recimo pridete v neko okolje, nekje v tujini in rečete, pa saj tukaj sem že bil, pa to mi je tako zelo znano. Najbrž ste tam že kdaj bili v prejšnjih desetletjih oziroma stoletjih. Ne. Tako da to je ena od metod, oziroma to je spontana metoda, kako prepoznavamo to. Drugače lahko prejšnja življenja prepoznamo tudi preko, naprimer, astrologije. V astrologiji je dovolj razdelano to, ampak to so predpostavke. To so predpostavke. Najbrž ste bili tam, da recimo ste zaradi nekih zadev povezani s tistim delom sveta oziroma tisto zgodovino in tako dalje. Potem vam lahko jasnovidci pomagajo. Preprosto pridete k človeku, ki je jasnoviden in on vam začne govoriti, kar vidi zapisanega v vaši auri. Aura, to je v bistvu naša podzavest in jasnovidni ljudje pod določenimi pogoji lahko čitajo auro. A so tam zapisi ostanejo? Ja, ostanejo. Ne. Potem, če delate hipnotično regresijo, tam vas vodi terapeut in praviloma se hipnotične regresije snemajo. Ne, imamo zvočni posnetek in ker je zavest praviloma klienta v takem stanju, da se ne more spomniti, ne, ampak potem, ko posluša zvočni posnetek, se spomni. Ne. To so različne možnosti, kako pridemo do tega. Ja, da le najdemo odgovore. Ne, ja, da potem... Ker jaz mislim, da če vi poznate ozadje, to skrito ozadje, te informacije, ki so vpisane v globinah vaše podzavesti, potem lažje razumete svoje življenje, lažje ga sprejmete, lažje recimo greste skozi težave, skozi trpljenje, ker veste, da ima to nek vzrok. Kakor ste tudi hvaležni lahko za neke darove, neke dobrobiti, ki jih imate, ker tudi veste, da prihaja od prej. In da je življenje pravzaprav neprekinjeno. Da smrt je samo ena mala zareza v tem tisočletja in 100 tisočletja trajajočem razvojnem ciklusu, skozi katerega gre vsaka duša. Tako da izgubite strah pred smrtjo. Mnogi ljudje gredo na regresijo, ker jih je strah smrti. Jaz bi mogla za to iti, ja. In skozi to vidijo, da je to samo en prehod. Zavest ostaja, je budna in se lahko spomni, kaj se je dogajalo tam. Ne?
Vas ni strah smrti več? Ne, to pa že Ne, dolgo. že dolgo ne. Mislim, zagotovo so neke bojazni okrog umiranja, ker umiranje je lahko zelo boleče in zelo, skratka, negativno izkustvo, ampak sama smrt je kot meditacija. Tako kot so pripovedovali ljudje, ki so se spominjali, pa tudi ti, saj imamo cel kup primerov s klinično smrtjo, to je blaženo stanje. Res, da je samo začasno, nekaj trenutkov traja, oziroma lahko je razširjeno, ampak to smrt je kot vrhunsko stanje meditacije. Joj. To je nirvana, Ja, to je nirvana. Zato Indijci rečejo, ko človek umre, zlasti pri duhovnih učiteljih to rečejo, odšel je v parinirvano. To je končna nirvana. In tako Tibetanci pa recimo rečejo, človek se lahko razsvetli šele, do konca razsvetli šele v trenutku smrti. Ker takrat je odpadlo vse. Odpadlo je telo, odpadla je osebnost, ostala je samo zavest in takrat vi vidite in čutite, kaj pravzaprav ta svet je. Mi tega sveta brez tega, da bi doumeli smrt, sploh ne moremo razumeti. Do konca razumeti. Smrt je tisto, kar je skrivnost, oziroma ta noter je bistvo življenja. In brez smrti življenja ne bi bilo. Seveda. Življenje, nujni pogoj življenja je smrt. Ta omogoča vedno nova in nova rojevanja. Tudi nekateri, zdaj me je tudi prešlo, nekateri pravijo, da so umrli, tako da so imeli blažen izraz, če ni bilo v bolečinah, oziroma da so... Veste, na kaj sem pa jaz pozoren? Na obraze dojenčkov. Res? Na obraze dojenčkov. V prvih dneh ali pa v prvih 2 mesecih, pač mamicam tega ne morete reči, ker so pač preveč občutljive. Ampak nekateri imajo obraze starcev in stark, ker so umrli v visoki starosti in se to še pozna. To se kasneje prekrije. Morate biti seveda pozorni opazovalci, da to vidite. Jaz vidim na osnovi obrazov novorojencev oziroma dojenčkov, pri katerih letih so umrli približno. Ker se to še pozna. V naslednjih mesecih se to zakrije. Pri enoletnem otroku tega ne morete več videti, ampak pri zelo malih pa jih vidite. In vidite te oči, kaj nosijo, kaj so bila zadnja čustva teh ljudi v zadnjem življenju, preden so umrli. Vse se da razbrati. Morate biti samo dovolj pazljivi. Ampak mamice tega ne morejo videti, ker so zaljubljene v svoje. Vse je najlepše tisto, je najbolj zategnjeno, je najbolj ljubko. Jasno. No, zdaj smo rekli, smrt je pač ta neka višek meditacije oziroma tisto najlepše občutenje. Kaj pa pol rojstvo? Tudi sem slišala, da je to za dušo bolj traumatičen dogodek. Spočetje ima isti učinek kot smrt. Spočetje, to je trenutek, ko se združita jajčece in semenčice. Tukaj, v tem predelu se obnovi energijsko stanje, kakršno je bilo prisotno v trenutku smrti. To energijsko stanje je podobno stanju v orgazmu. Zato sta smrt in seks oziroma ljubezen tako povezana. Preko tega, ker doživljamo podobna energijska stanja. To so vedno stanja blaženosti. Rojstvo pa ni nujno prijetno. Rojstvo pa je že vstop v ta realni svet. In mnogi otroci doživijo hude travme pri Se so pri porodih tudi zapleti in seveda. In to tudi zaznamuje kasnejše življenje. Zato, ker to so prvi zapisi. Prav je tudi za otroke, ki se s popkovino okoli vratu, da so že bili neki tako malo simbolično želja po koncu. Niso se hoteli prav roditi, ker so spoznali, kam se morajo roditi. To je to. Neverjetno, kako večplastno, kako zanimivo. Zelo večplastno. In jaz, mislim, pogosto me vprašajo glede regresije oziroma glede prejšnjih življenj. Mislim, marsikaj me ljudje sprašujejo, ampak jaz jim vedno rečem, stvari so zelo prepletene, ne moremo enoplastno odgovarjati. Je pa čudovito. To življenje je res čudovito. Kako je to povezano vse? Kako ne morete ničesar izločiti? Če nekaj izločite, potem nekaj manjka in tega ni. To je res je čudežno. In je ena popolna soodvisnost vsega. Soodvisnost, da res smo popolnoma pregneteni drug z drugim. Posameznika pravzaprav ni, ker
kar je posameznik, to je proizvod okolja. Starši so nas rodili, okolje nas je vzgojilo, brez staršev, brez okolja tega bazičnega nas ne bi bilo. Kasneje seveda to preoblikujemo kot odrasle osebnosti po svoje, ampak vendarle, mi smo produkt drugih. In tudi sami ne moremo živeti. Smo soodvisni, soodvisno, zato moramo biti sočutni. In jaz moram ljudem kar naprej, duhovnežem, razlagati, sočutje je bistvo. Če ne razvijate sočutja ob razvoju duhovne moči, ste zgrešili pot. Sočutje na prvem mestu. Kako sta sočutje in meditacija povezana? Zelo preprosto, s tem, ko vi meditirate, se prečiščuje prečiščujejo se tudi čakre in najmočneje to vpliva na srčno čakro. Če vi dobro meditirate, po koncu meditacije se ne samo dobro počutite, ampak imate občutek, da bi objeli vse. Cel svet, ja. Ljubezen se zbudi. Pa ne delamo neposredno na ljubezen. Ljubezen je stranski učinek, sočutje je stranski učinek meditacije. Je pa ključno. Da ste lahko sočutni, morate imeti zelo čist očiščen in to vam daje meditacija. Ga učisti, vsega balasta. Tako. In ko ste vi notranje čisti, ste tudi ljubeči. Ljubezen, sočutje, to je povezano z notranjo čistostjo. Mi pa danes verjetno čisto drugače razumemo meditacijo oziroma prakticiramo čisto napačne namene, ne? V duhu časa. V duhu časa, kakor je to. Seveda, meditacija jasno, da globinsko sprošča, pomaga k odpravljanju stresa, ohranja vam zdravje, dela vas bolj kreativne oziroma uspešne. Ampak z vidika pravega pomena meditacije so to samo stranski učinki meditacije, ne pa glavni učinek. Glavni učinek meditacije je v bistvu pot k razsvetljenju in razvoj sočutja. Vi, gospod Vili, v okviru duhovne šole organizirate, imate tudi program teh duhovnih vsebin, študij, v bistvu lahko 4 semestrih, 5, ne? Drugače pa organizirate tudi večdnevne meditacijske umike v tišino. Zakaj je potreben tak umik v tišino? Če hočemo intenzivno delati na sebi, s pomočjo meditacije se moramo umakniti. Morate prekiniti začasno stike s svojim okoljem, v katerem ste tudi stike z ljudmi, s katerimi ste vsakodnevno. Morate se soočiti s seboj. Zato na teh meditacijskih umikih ne govorimo med sabo. To mi je bilo zanimivo, ko sem brala. Popolna tišina vlada ves čas, niti se ne gledamo. Vsakdo pač hodi svojo pot. Ti retriti so zelo dobro in natančno organizirani, tako da praktično ne more priti do motenj med ljudmi in potem je lahko res vsakdo sam. Ker če se vi, tudi če ste tiho, pa se gledate med sabo, je vseeno veliki energijski prenos. Seveda, ker takoj potem si ustvarite neko mnenje o drugem. Tako pač greste mimo drugega, pa ga niti ne opazite. Ker morate, da bi res lahko intenzivno delali, ohranjati energijo znotraj svojega avričnega polja. Ker, da bi se že razširila zavest, mora biti energija dovolj močna. Zato morajo retriti, se pravi, umiki trajati več dni. Program traja zjutraj od 6, pa zvečer do polnoči z vmesnimi pavzami, seveda. In to so potem pravi treningi. To lahko privede potem tudi do dejanskih premikov oziroma do teh razsvetljenskih uvidov. Pa je potrebno tu na teh druženjih, je potrebno kakvo predznanje? Ne vem, da že prej redno nekaj je, ne? Nujno je potrebno predznanje, to za začetnike ni, ne? Mislim, ljudje rabijo pač izkustvo, ker je prezahtevno, ne? To ni primerno za nekoga, ki bi se že začel ukvarjati z meditacijo. Osnova pa je zenovska meditacija, se pravi ta tip meditiranja, ki ga jaz učim in je osnova za našo šolo. Vili Ravnjak bo gost večera v živo 20. maja v Mariboru. Karte vas že čakajo na Eventimu in v prizidku večera. Vse informacije o dogodkih Večer v živo in o naših podcastih najdete na naslovu www.večer.com/v in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.